Draga publika, dobrodošli spet v moji družbi. Ja, to je 177. epizoda podcasta, vašega najljubšega tekaškega podcasta. Za Gred za tek ste danes že tekli, hudo veliko reči se je zgodilo samo pretekli vikend. Ja, če zdaj le tečete, naj vas malo razsvetlim, če še niste vedeli. Ja, v detajl bom obdelal z gosti seveda, kaj se je dogajalo od svetovnega prvenstva na 24 ur na Tajvanu, pa kjer smo dobili, mimogrede, nov državni rekord, pa do najboljših rezultatov v maratonu za Slovence letos. Tudi tu imam javljanje iz Valencije, ja, izvrstna je bila Anja Fink, pa še vse ostale novičke in zanimivosti s knjižnim in filmskim predlogom. Za konec, glavna tema te epizode so tekaške, ja, pametne ure in njihove funkcionalnosti in seveda najpomembnejša merjenje razdalje in vse nejasnosti okoli tega. Če vas res zanima, zakaj uri ne morete vedno brezpogojno zaupati, bo pogovor z Marjanom Kodeljo zelo, zelo zanimiv. Ampak gremo po vrsti. Ste že naročeni na najboljši tekaški podcast pri nas? Spodaj, ja, če ne še, poklikajte gumb na YouTubeu subscribe, naroči se, že zaradi tega, da čim prej prebijemo magično številko 1000. Menda mi je za ta mejnik obljubljeno par piv. Naročite se lahko tudi na audio platformah, delite pa lahko epizodo in vse ostale na socialnih omrežjih od Facebooka, Instagrama, LinkedIna, TikToka, lahko pa tudi na OnlyFans, če hočete. A ja, pa če smo že pri digitalijah, ja, na Stravi, lahko tudi potegate tale podcast ali mene. Marsikateri tekač je za tole vdajo izvedel na ta način. Hvala naprej za vašo prijaznost, če pa kak evro še donirate, ko je ravno veseli december, pa bo moja hvaležnost neizmerna. Hvala. No, vikend je bil res bogat in nabit s tekaškimi dogodki. Tudi pri nas v Tuhinjski dolini bo tradicionalni Miklavžev tek, ki ga je dobil dodru kot Timotej Bečan, v Velenju pa 17. štafetni tek Svete Barbare, ki ga je dobila tekaška šola Živko. V Štanjelu na 22. štanjelskem teku sta zmagala Jaka Grže in Lucija Krkoč, v sosednjem Novigradu, ki je bil popolnoma slovensko obarvan, saj je bilo konkurenci več kot pol Slovencev, pa tudi skoraj vse zmage so šle v naše roke, je na najdaljši razdalji slavil Miha Marinč. Velenje, ja, v soboto je bilo že drugo leto zapored prizorišče velenskega trejla. Če smo lansko leto v blatnem vremenu po dežju lahko dejali, da bi pogoji bili lahko težko, še bolj zahtevni, ja, pa je letos bilo še za stopinjo bolj izzivalno. Poleg dežja in blata tudi veter, a to ni ustavilo tekmovalcev, da se ne bi podali na progo. Na 36-kilometrski progi sta slavila Tilen Potočnik in Katarina Pišotek, na 18-kilometrski pa Matej Letojne in Martina Klančnik-Potrč. Čestitke vsem, tudi prizadevnim organizatorjem. Naslednje leto bo jasno šajba. Gremo v tujino, na Tajvanu se je čez vikend s petka na soboto odvilo svetovno prvenstvo v teku na 24 ur. Praktično vsa zveneča imena tega teka so se zvrstila na štartu in na progi. Ja, napeto smo spremljali vsako uro vse update, kar 138 moških in 111 žensk iz 45 držav se je pomerilo na tej krožni dirki. Prvi favorit je bil Litvanec Sorokin, ki je odkrito napovedoval tudi svetovni rekord, želel si je namreč preteči 200 milj, to je dobrih 321 kilometrov. Trenutni rekord, naj spomnimo, je 319. Pred obstoječim svetovnim rekordom je bil Sorokin na progi skoraj dve tretjini dirke, imel je prednost, ampak zaradi dežja, vetra je tudi on popustil in na koncu brez težav vseeno zmagal, še enkrat več z rezultatom, na 300 km dosegel je slaba 302 km. Drugi je bil zmagovalec in rekorder Šparte Fotis iz Grčije s 292 km, tretji pa Ukrajinec Tkačuk s 284. Pri ženskah malo presenečenje svetovna rekorderka Camille Herron
je tekom dirke opešala in zbledela, z novim rekordom njene strani ni bilo nič. Ja, na vrh pa se je potem suvereno prebila in za bodih 200 metrov pa vseeno podaljšala svetovni rekord in ga pripisala sebi. Japonka Miho Nakata je nova svetovna prvakinja in nov rekord znaša 270 km in 300 metrov. Druga je bila Olena Ševčenko iz Ukrajine, tretja pa veteranka, Poljakinja Patricija Berežnovska. Kaj pa naši, pazite, to imeli smo izjemno močno ekipo. Videtič, Miklič, Femc, Stepina, Jugovic in Tina Femc, ekipno osvojeno izvrstno 10. mesto, kar je najboljši uspeh doslej za Slovenijo na teh tekmovanjih. Pa še 2 medalista, Mirko Miklič drugi v kategoriji nad 55 let, zmagovalec v kategoriji nad 35 let, pa še enkrat več, novi državni rekorder in 7. na svetu, njegov dosežek 265 km in 322 metrov, kdo drug kot Luka Videtič. Izolan je tekel taktično modro in sezono 2023 zaključil na najlepši možni način. Več pa mi bo povedal sam iz Tajvana oziroma iz poti se na kratko oglaša tudi v tale podcast. Evo, zdaj pa v Azijo, ne v Tajpej, ker je naš matador Luka Videtič že na poti. Kje si, Luka? Kje sem te dobil? Trenutno smo v hotelu nekje v Istanbulu. Čakamo. Luštno. Komedije z prevozom kot klasika, kot vsak čezoceanski let, ja. Ja, malo smo zamujali iz Tajpeja, letalo Tajpej je zamujalo, smo zamudili prevoz nazaj v Ljubljano, tako da smo preživeli dan v Istanbulu. A si danes že tekel po Istanbulu? Ne, nisem. Danes sploh ne boš tekel, ali kako? Danes sploh ne bom tekel. Splet okoliščin je tak, da sigurno ne bom tekel danes. V redu je, oproščeno ti je, dragi Luka, najprej iskrene čestitke, aplavz, nov državni rekord in 7. mesto na svetovnem prvenstvu. Hvala. Vrhunsko, res, spremljali smo te, daj mi ti zdaj povej, no, evo, šli ste na svetovno prvenstvo kar daleč, ja, na drugi konec sveta, na Tajvan. S kakšnimi pričakovanji si se odpravljal v Azijo letos? V bistvu celo leto sem razmišljal o tem nastopu v Tajpeju, no. Tako da, res da sem imel dokaj ponesrečen nastop na Špartatlonu, ker sem zbolel, tako da sem bolan tekel tam in tam mi samozavest malo padla, ker pač nisem lih najboljši tekel. Sem pa izredno dobro treniral, ko sem prišel domov, no. Preden sem štartal, sem vedel, da za prvo deseterico bo treba teči 270 km. To se nekako tudi uresničilo. Sicer pogoji za tek na Tajvanu so bili slabi, tako da zaradi tega mislim, da smo vsi tekli malo manj, ko smo bili sposobni, ampak načeloma ja, želel sem si priti med deseterico kot na evropskem in nekako smo potem tudi to izvlekel. Mislim, ja, si 7. evo, tekač zdaj na svetu na 24 ur. Povej mi, pogovoril si v pogojih? Ja, ne predstavljamo se mi tle pač zdaj tovčemo, minus zima prihaja. Kakšno je vreme zdaj tam dol? Na Tajvanu mi smo bili 10 dni, sem bil na Tajvanu, smo doživeli od 27 stopinj, pa na dan tekme je bilo 16. Je pa res, da proga je bila ob reki, to je reka malo večja, kot smo mi navajeni, taka široka in je vse odprto in je izredno pihalo, no. Mislim, da deževalo, ampak dež ni bil problem. Problem je bil veter, ker je v eno smer, se pravi, krog je bil dolg 2 km, dober kilometer je pihalo non-stop v prsa. In takrat tam smo pač vsi izgubljali ogromno energije, no. Jaz sem se tudi tle proti vetru, sem se tudi odločil, da sem rajši malo spustil svoj tempo in da sem se za nekoga skril, da sem prešparal malo energije, kot da sem sam z glavo rinil skozi zid, ne. Mislim, da to smo potem delali vsi, proti vetru so se kar hitro naredili neke skupince, pol za nazaj se pa to hitro razbilo, no. Krog je bil dolg, praviš, 2 km, ali kako? Točno 2 km, ja. Primeren dolg. Se pravi, ni bilo veliko višincev ali pač nekaj malega? Se pravi, 265 km sem jih naredil po Garminu, se pravi 420, tako da ni bilo vse skupaj nič, 6
metrov približno na krog. Nič. Zdaj, tisti, ki te poznamo, vemo, da je tvoja taktika bila ponavadi, gremo na polno iz štarta, dokler časa gre, pa čim manj zgubljati potem, ne? Kakšna je bila tokrat taktika? Tokrat sem stvari malo obrnil, ker sem se odločil, da bom tekel 24 ur, ne samo 20, ne? In drugo nekako se probal držati za življenje kot maček, ne? S kremplji, ampak nisem se ubadal z nobenim drugim koli sebe. Jaz sem vedno vedel, da moram teh 270 narediti, če hočem pač doseči tak rezultat, kot sem si želel. Jaz sem prvič tudi ljudi, ki so me spremljali, uro pred koncem vprašal, kateri sem. Nisem niti spraševal, oni mi niso govorili. Glede na to, da je bila proga na določenih samo 2 metra široka, je bilo izredno težko prehitevati in tudi nisem si mogel kilometri na uri, niso niti približno sopadali s kilometri v realnosti, ki smo vsi delali 5-10 kilometrov več, kot je bilo zares, smo jih naredili. Tako da nisem imel sploh nobene pametne reference, kje sem, zakaj sem. Jaz sem samo pač vedel, kakšen je tempo, ki ga moram držati in koliko kilometrov moram narediti. In tega smo se držali, no. Nisem se spuščal nobene dvoboje med tekmo, se pravi, če mi nekdo prehitev, sem ga pustil naprej. Proti vetru sem se probal čim bolj skrivati in prišparati energijo. No. In tokrat je res, mogoče res, razen zadnjih 30 minut, ko sem bil čisto prazen, je v bistvu to delovalo kot mora, no, na taki tekmi. Bil tempo približno isten. Mislim, seveda, prva polovica je bila seveda hitrejša kot druga, zato ker pač po naravi sem tak tekač, da ne bom uspel tega narediti. Tako, ampak načeloma je bilo boljše, kot sem mislil. Zdaj, če že to ravno omenjaš, se ne vem, če je kakšen ultratekač, ki je sposoben 24 ur držati isti tempo, razen če ga bi šel hoditi, pa še to ne. Jaz mislim, da tako, še nisem slišal do tega heroja, ki bi tako držal. Razen, če gre nekdo tako zelo počasi, ne? Če bi 6:0 tekel nekdo, ki je sposoben teči 5:0, pol verjetno bi mu to uspelo, ne? Pa še ti se po mojem naveličaš vsega tega, pa na koncu crkneš mentalno. To po mojem izredno težko. Rekel si, ukvarjal si se sam sabo, prehrana, to je štimalo, ne vem, mentalne težave, si imel kaj vmes, kakšnih pomislekov, ali to je bilo samo straight forward, krog po krog, šibajmo? V bistvu nisem imel nekih težav sam sabo. Tam nekje 5-6 uro sem imel neko krizo, ki sem jo prebrodil, pol je šlo pa kar naprej. Hrana, jedel sem non-stop, nisem imel težave, nobenih želodčnih težav, nič to. Mislim, prve težave želodca sem imel v bistvu po tekmi, pol po tekmi dan sem, ne vem, 3-4 bruhal, gleda, da je šlo vse potem ven iz mene. Drugače nisem imel nobenih težav, kar se tega tiče. Ja, spoštovano občestvo, če veste, kaj je to ultratek na 14 ur, če 2-3 ne bruhneš, pol sploh nisi tekel. Klasika. Zdaj, ja, spremljali smo tudi, pač seveda, Sorokina, svetovnega prvaka, on je bil na tempu za svetovni rekord praktično do 18 ure, potem je pač tudi on kar fajn popustil, zlezel čez 300 km sicer, s katerimi je bil sicer zelo zadovoljen, ampak do 321 je bilo še kar daleč. Si mogoče kaj govoril z njim ali pa dobil kakšne informacije, kaj pa je imel on, kakšne težave? Načeloma sem imel to, bom rekel, čas, da sem in z njim in z Fotisom kar precej časa lahko tekel, da sem bil dovolj dober. Na koncu zadnje 2 ure sem celo Sorokina prehiteval, sem bil na progi hitrejši od njega. Jaz mislim, da pač tekma je bila težka, pogoji niso bili dobri. On je imel sicer pred drugim Fotisom ni imel take velike prednosti, tako da ne mislim, da je lik grozno taktiziral, morda res zadnjo uro si je lahko privoščil, ker je bilo to vedno tam 6-7 km samo prednosti, to se pa hitro vrne, no. Je pa res veliko ljudi imelo težave, ne. Če vidimo, da tudi Piotrovski Poljak je lansko leto še 300, je letos komaj 265, za 200 metrov me prehitejo, komaj 265 skupaj s pravo, ne. Tako da so imeli, v bistvu bilo veliko težav na progi, no. Zdaj, državni rekord, prej si rekel, 270 si štartov, to je avtomatsko pomenilo tudi državni rekord, na koncu, si ga zlizal za pač en štadionski krog za 400 metrov, ja, čeprav v uradnih rezultatih najprej ni bilo tega podatka, no zdaj, čeprav gledam je podatek 265 pa 300 metrov, 322. Tako, 322, da smo natančni, ja, to pa je zdaj uradna znamka, ki se šteje za nov državni rekord na 14 ur, drži? Ja, mislim, jaz pravim, nisem niti vedel, ko sem na poti, mislim, da je bilo 1 uro pa 3 minute pred koncem, so mi rekli, da
mi manjka v bistvu 10 km. Jaz sem se potem 3 kroge zaletel, sem tekel pod 5:0, pol sem imel pa 35 minut za narediti 3 km, pol sem pa počasi samo to zvlekel do konca. No. Je šlo le, je bilo tako blizu, da je bilo škoda ne iti malo čez. No. Najbrž si zdaj pod črto, kljub vsem težavam letošnji sezoni, zadovoljen. Evo, če zaključiš pač sezono 2023 z 7. mestom na svetovnim pa državnim rekordom, to pa je vsem lep zaključek, pa lepa sezona. Pa jaz mislim, da sem že na začetku sezone smo popravili državni rekord na 12 ur in na 100 milj, zdaj smo popravili na 24 ur in seveda 7. mesto na svetovnem prvenstvu. Iskreno mislim, da ni stvar, ki se ponovi vsake 2 ali pa 4 leta, ko se svetovno prvenstvo na sporedu. Ne? Morda je to celo najboljši rezultat, ki sem ga bil sposoben doseči. Je sigurno najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih, ki ga je dosegel bilo kateri Slovenec, na kar pač moram biti ponosen in zadovoljen. Najbrž tudi ekipno, no še to omenila, ste bili lepa ekipca, majhna sicer, glede na to, da je bilo treba priti kar daleč, ampak uspešen na koncu ste skupno prišli med 10-terico pri moških, celo med 8 najboljših, vendarle tudi v svetovnem merilu in dosežek. Če računamo, da je bilo 41 reprezentanc, mislim, da smo bili v zgornji tretjini, kar pomeni, da smo bili tudi tle uspešni. No. Mislim, da se tudi premaknili. Če smo bili lansko leto na evropskem 18. leto, smo bili na svetovnem 8. Ne. Tako da tle je velik premik. Tudi tle se stvari pač izboljšujejo. Ne. 3 fantje smo šli preko 200 km in to vsi vemo, da iti preko 200 km ni lahko. Je pač rezultat, ki je nekaj vreden. No. Ja, iskrene čestitke, še ekipno seveda Slovenija, evo, je vele sila ultrateku. Povej mi samo eno stvar, vem, da ima tudi Svetovna ultramaratonska zveza kar nekaj težav dobiti organizatorje, to je tudi finančni organizacijski zalogaj, najbrž za to Tajvan, jasno, malo nenavadna izbira, tudi vremensko, vas je časovna razlika mogoče kaj izmatrala, vendarle ste nekaj ur bili pred nami, pa je morda bilo težko spati? Razlike je 7 ur. Mi smo zato tudi potovali toliko prej, tako da s tem nismo imeli več težav. No. Jaz mislim, da smo to vsi normalno prebavili in da to ni bila težava. Je pa res, da smo mi šli na pot 10 dni prej, ne? Tako da smo 10 dni časa imeli, da smo se na to privadili. Verjetno, ne, če bi prišli tako, kot je organizator predvideval, da pridemo v torek ali pa v sredo, bi s tem tudi verjetno kakšno težavo imeli. No. Ampak, če smo šli delati rezultat, smo se pač odločili, da pač vse usmerimo v to in da tudi primirno dovolj zgodaj gremo na tekmo. Zdaj, itak si boš vzel malo premora, jasno, ne? Predelal, analiziral svojo dirko. Kam pa v letu 2024, jasno, da mi malo razkri tvoje plane? Zdaj, če bo šlo vse, kot si želim, drugo leto bi rad naredil trojček, se pravi Balaton, Badwater, Spartathlon. Koliko sem preveril, ga še ni bilo junaka, ki je to naredil v istem letu, pa da bom vsaj enkrat nekje prvi, no? Pa bom probal. Zdaj si to javno povedal, ne? Zdaj vem, da bo to Mirko poslušal, pa se še on parjal na vse tri, ne hecam se. Jaz upam, da no, ker je vedno dobra družba, Mirko. Tako, ja, v enem letu opraviti vsemi tremi velikimi, sicer norme predvidevam, da itak zdaj imaš, ne? Zdaj samo registracijski postopek opraviti, pa denar zbrati, pa je to, ali kako? Pozdravljam, okay. Mirko, sem zadnji, ja. Se pravi, ok, dajva zaključiti pol, Luka, vem, da se ti že mudi na letalo. Pozdravljam tebe, pozdravljam celo ekipo, mogoče še kakšna, daj mi reči, iz 7. na svetovnem prvenstvu, kakšna predbožična, prednovoletna poslanica vsem tekačem, ultratekačem v Sloveniji. No, vsi pač pretečejo drugo leto toliko kilometrov, ko zmorejo, oziroma kakšen kilometr več, ker ne bo škodilo. Hvala, Luka, kdaj je 24-urni tek v Kopru? 5. in 6. aprila. Se vidimo v Kopru. Luka, srečno pot. Hvala, Marko. Čau, srečno. Ajde, čau. Bravo, Luka. Gremo v Valencijo. Odvil se je namreč v nedeljo zadnji veliki maraton. Letos izjemno močna konkurenca. Kar petina maratoncov namreč tam teče po 3 urami, s časom 2 uri 15, pa si na štartni listi komaj med 100 najboljšimi. Res izjemno. Veliko se je govorilo pred dirko o Joshu Cheptegaju, svetovnemu rekorderju na 5000 in 10 000 metrov, ki je šel na svoj prvi maraton, pa ki bil od Kandije, je bil še eden od favoritov in
Gabriel Gijaj iz Etiopije. Ja, tempo, ki so ga narekovali tekači, vsi trije omenjeni in še nekaj drugih, je bil za svetovni rekord še precej čez polovico, ampak Kiptomova druga polovica pač ni tako enostavno dosegljiva. Vseeno se je par kilometrov pred ciljem odlepil od zasledovalcev in zmagal vseeno z novim rekordom proge 2:01:48 do drug kot Sisaj Lema, stari znanec iz Ljubljane, tudi njen rekorder, pa tudi že zmagovalec Londona, izvrsten tekač in četrti tekač v zgodovini, ki se je spustil pod mejo 2 ur in 2 minut. Izvrstna dirka, tudi Kenenisa Bekele, ja, znani maratonec, eden najboljših vseh časov, se je pri 41 letih vrnil na maratonske steze in postavil svetovni rekord nad 40 let, 2:04:19. Očitno še ni rekel zadnje, malo se ozira, morda tudi v Pariz na naslednje leto. Kaj se je zgodilo s Cheptegejem? Ja, z 2:08:59 je vendarle le prišel v cilj, a je bil tako izmučen, da so ga morali od tam kar odnesti. Da, maraton poje tudi kakega nesojenega prvaka. Tako da več sreče prihodnjič, Joshua. Ženska, ki je zmagala, Etiopika De Gefas 2:15:52 pred Almas Ajano. Kaj pa Slovenci? Ja, pričakovano smo dobili tako ženski kot moški najboljši letošnji slovenski rezultat. Še več, izjemna Anja Fink je kronala sezono z drugim najboljšim časom žensk na maratonu v zgodovini. Ja, Anja je tekla izvrstnih 2 uri 33 minut in 42 sekund in napovedala, da bomo sedaj na trnih celo naslednjo sezono. Novomeščanko in njenega trenerja Dejana Lenarta sem poklical v Valencijo. Iz mrzle Slovenije se sedaj selimo v malo manj mrzlo Valencijo. Z mano sta nihče drug kot trener Dejan Lenart in izvrstna maratonka Anja Fink. Pozdravljena oba, živijo. Živijo. Čau, Marko. Kakšno je zdaj vreme v Valenciji? Zdaj malo slabše, no. Malo imamo dežja, ampak bo popoldne že lepši. Ampak popoldne se vračate v Slovenijo, vas ne bo več to zanimalo. Pa včerajšnje vreme je bilo pa fantastično, baje. Ja, včeraj je bilo idealno. Sonček, slabih 10 stopinj, praktično brez vetra, tako da je bilo res super. Mislim, ko smo špegali malo tisti prenos, pa to videli, ja, smo vsi tisti, ki smo ostali v Sloveniji, bili kar malo fovš. Anja, te danes, ki noge bolijo, da prvo te bom to vprašal. Ja, malo pa čutim utrujenost, ni pa prehudo. Je bilo po prejšnjih maratonih precej hujš. Verjetno, glede na vse te kilometre, ki sem jih v pripravah naredila, sem zdaj tudi se hitreje sposobna regenerirati. To je recept očitno za vse maratonce tam zunaj. Hitro laufite, pa vas bodo kasneje manj bolele noge. Evo, pribeleženo. Najprej čestitke, Anja, fantastičen rezultat včeraj. Vsi smo to gledali, navijali, ampak vsi, bom rekel, tudi naša pričakovanja vsa presegla. Bravo, čestitke, res. Hvala. Kako si se počutila, recimo, ko si prišla v cilj po tisti modri preprogi? Najprej mi to povej. Ja, tega sem se zelo veselila, te modre preproge, ki sem že pred leti gledala na TV-ju. Tako da občutek je bil pač super. Zadnjih 300 metrov sem dala po tisti preprogi vse od sebe in pač v cilju je itak zadovoljstvo že zaradi samega pretečenega maratona, pa še zaradi rezultata, pa še posebej. Zdaj, meni je v Valenciji bilo všeč zmeri, da je štart sorazmerno zgodaj zjutraj, tudi nimaš časa, ne vem koliko ur premišljati, kaj te vse čaka, ob 8, zjutraj 10:06 ste bili že tam. Kako se je bilo ogrevati, recimo, s kar znanimi imeni svetovne atletike? Ja, res je, za te elitne tekače je res super poskrbljeno. Imeli smo vse pokrito, noter smo bili pač po garderobah, vse je bilo res super. Pa kar gužva je bila v tistem ogrevalnem prostoru, predvsem vsi elitni tekači so bili tam.
naredila sem se enaka njim, pa sem se začela ogrevati. Tako da, ja, vse je dobro poskrbljeno. Je kakšen posebej padel v oči, no, tam od vseh teh Etiopcev, Kenijcev, Ugancev in tako naprej? Tako da sem opazila, je bila Dibaba. Tako da, ja, no. Res, mislim, velika imena so bila tam, kakšna konkurenca. Mislim, da je včeraj Primož Kobe v enem svojem storiju pojamral, da je bil s svojim rezultatom pa ni slab, šele 83 na štartni listi, kakšna kvaliteta. Zdaj, Anja, kako si ti vse to skupaj dojemala? Recimo, če greš v Ljubljano na maraton, ja, bolj ko ne sama tečeš, tle je prej ko ne, ves čas neka gužva, ljudje se menjajo tam okrog tebe, skupince se oblikujejo. Kako je to izgledalo? Ja, ravno zaradi tega tukaj je tako fajn teči. Sploh ne bi rekla, da so se oblikovale skupine. Pač to je bilo vse skupaj ena velika skupina, ena gruča. Tudi če si spustil za 5 metrov, si imel takoj naslednjega tekača, tako da še ko se je Dejan drž skupino, sem si mislila, ja, pa če malo spustim, pa drugega ujamem, se je skozi gruča, se ni bilo skupin, kakšna skupina. Tako da meni je to super, zdaj sem videla, da kako izgleda to na teh velikih maratonih, pa imam željo še po kakšnem takem maratonu, bi izbrala tazga, kjer lahko tečem v taki veliki gruči. Predvidevam, da zajcev pač ni recimo za čase, tam 2:30, 2:35, da so za 2:15, morda 2:20 ali pa oziroma samo za najboljše, kako je to izgledalo tle v Valenciji? Ja, za počasneje od 2:30 ni zajcev, ampak sama iz tega nisem pogrešala, meni je bilo čisto super najti koga vmes, pa potem malo zamenjati. Ja, hitrejši so pa imeli svoje pejserje. Kakšen je bil, plan recimo, kakšna je bila taktika, kako sta se pred tekom z Dejanom zmenila? Zdaj, Anja, ne vem, prvo polovico tako, drugo polovico tako, pa je po občutku približno, no, recimo. Marko, veš, kak je bilo? Tako, ko sem ti omenil, preden sva šla v Valencijo, ni bilo plana. Ker je tudi trenažni proces Anje, vsaj po mojem mnenju, malo unikaten, ker z Anjo ne moreš trenirati po takšnem klasičnem planu, ko rečeš, zdaj boš pa delala, ne vem, za 3:20 ritem 1000-metrske intervale, ker ti bo Anja odločno povedala, da jih ne bo delala, ker jih ne more, ker ona tako hitro ne more teči, a ne? Kar se sliši smešno, ampak je tako, pač midva vse bazirava na fartlikih, vse po občutku, ne, pač plan je napisan tako, playful, comfortably hard, flow, smooth, vse je tako narejen in tudi plani so napisani včasih po 2-3 plani za isto dosega cilja. In se potem Anja po občutku, ker ona ima res neverjetno občutek, jaz tega nisem doživel, niti ne bi verjel, če ne delal z njo, a ne, se potem ona sama odloči, kaj bo naredila, ne. Edino, kar imam jaz točno pod kontrolo je, kdaj bo regenerativni dan, a ne. To je vse in tudi potem ta plan, meni je bilo blazno stresno, ker res nisem vedel, kaj ne pričakujem, a ne, ker neke predikcije nisem mogel imeti, jaz sem samo vedel, jaz sem lahko delal primerjavo, ker vemo, da sem že nekaj časa v maratonu, ne, da delam z maratonci, sem imel primerjavo, koliko se je kdo trudil za podobne treninge oziroma pejse, a ne, na treningu in sem vedel, da ali bo pogreb, ali bo pa blazno hudo. In jaz sem ji sam rekel med progo, ne vem, na 30. 29. kilometru, samo ona se skozi smejala, tako da to me še bolj zbegala, ne. Res, ker je imela tako lep korak, pa tako sproščena je bila videti, sem ji sam rekel, da se zdaj začne maraton, ko je bil tam 30-31 kilometer, da zdaj pač To je to. da zdaj se začne dirka, zdaj pa ne da od sebe kar ima, ne. In potem se ti ona nasmehne in potem si rečeš, Anja, a je bilo res tako lahko, no? Dejan skozi pravi, da se ti preveč hraniš, preveč paraš, da imaš še veliko manevrskega prostora, da se preveč sebiš, pa pogovarjaš obe. Zdaj bi ti povej, kako si doživljala dirko. Ne, meni ni bilo lahko. Jaz med tekom ne gledam niti na uro, noben kilometer, ko mi zapiska, ne pogledam še mimo tistih časov,
ko so table, probam stran pogledati. No, tokrat sem po pomoti videla na polovični razdalji vmesni čas in je bil presenetljivo, še tako, ful me je presenetilo, ker sem, dosti dobro sem se do tam počutila, pa je bilo 1:15 pa še nekaj, pa sem malo tako bila, a bom jaz to zdržala do konca, pač, ali sem malo prehiter začela, pa sem se uštela, tako da pa sem se pomirila, tudi če malo še spustim, da bo vseeno v redu, ampak še vseeno pač nisem popuščala, no, malo sem spustila drugo polovico, ampak ne občutno. Je bilo pa težko, po 25 kilometrov sem ratala že orang tako načeta, ampak sem si skozi potem odštevala kilometre do cilja, pa je šlo. Me je ful z energijo napolnila tista polovička čas, ko sem videla. Se pravi, hočeš reči, boš zdaj začela gledati na uro zaradi tega, da te bo to motivirala, še vedno ne? Ne bom jaz gledala na uro. Zdaj praviš, po 30. kako si ti pomagaš med kakšno tako krizo, se pravi, mentalno si vzameš kakšen gel, kaj je tvoj recept, da pač lahko tak visok ritem vzdržuješ. 1:15 je za polovičko vrhunski rezultat, kaj šele za maraton, mi, ki smo to spremljali, pa te majčkeno poznamo, smo rekli, Anja, bo tole zdrgnila do konca, marsikoga bi to prestrašilo, no? Ali pa vsaka kriza, ki bi prišla, bi mu vzela voljo. Kaj ti narediš, da premagaš to? Jaz sem si potem govorila pač po 30 kilometru, da naj do 32 zdržim in potem jaz sem še 10 in to je itak manj kot 40 minut. Potem sem se pa skozi fokusirala na te postaje, ki so bile in pač, da bom tam dobila okrepčilo, ne, pa da bo gel, pa da mi bo še gel pomagal, čeprav meni je bilo malo po 30 kilometrih ful slabo, po vsem sladkem. Ampak sem vedela pač, da rabim še dodatno energijo, pa veselila sem se v bistvu naše ekipe, ker so se punce razdelile po celi Valenciji, in Tinin, moja mami, pa fant, in sem se veselila v bistvu, da pridem do njih, tako da vedela sem, da so eni na 33, eni na 37 kilometrov in sem čakala, da pridem do njih, pa sem si tako razdelila v bistvu po delih. Kaj si recimo sen pri dirku želela doseči? Ne vem, 2:35 bi bil lep čas, kaj takega, ali nekaj si imela v glavi, morda v zadnjih kilometrih si rekla, lahko pa to dosežem. V bistvu nekega časovnega cilja si nisem sploh zadala, ker bi bila potem, nisem hotela biti razočarana, no, če ne bi tega dosegla. Dejan je malo namignil, koliko časa naj bi polovičko obrnila, pa sem bila jezna, ker je karkoli omenil, da pač mi naj ne govori in da itak ne bom na uro pogledala. Potem pač jaz sem hotela vsaj osebni rekord, kar sem vedela, da sem bila res pripravljena, ampak da krepko to zrušam, pač pod 2:45. Na enem teku je še Aleš Lindič nekaj napovedal, pa sem bila tudi na njega malo jezna, ker je pač povedal. Tako da pod 2:40 bi bila že, recimo, da zadovoljna, pod 2:36, pa tako res sanjski cilj. 2:33, pač to si pa niti sanjati nisem upala. Res sem ta drugi slovenski ženski čas v zgodovini. Evo, ta letica se pomika proti prvemu. Dejan, še ti mi povej tvoje občutke, ti si tu pa spremljal, pa imel si uro, evo, ti si pa znal zračunati, kaj si pa ti razmišljal. Marko, jaz sem prepovedal vsem, da mi pišejo z kakimi koli časi, pa vsem so eni prekršili to, ne. Še mami v danje sem rekel, ne vem na katerem kilometru sem stal in jo kličem, je šla mima, je vzela stvari, ona pa teče več v ritmu 3:35, sem rekel, mi se skrega ne pogovarjava se več, ne. 2 minute je trajala ta jeza, ampak veš, kaj je bilo najbolj smešno, to nam pozabil do konca življenja, ker Anja pride na 40 kilometer, ne, pač kričal sem tako, tam vsi kričijo, ne. Pa luč nekaj v Španiji se takoj s tem kričanjem pomešaš med ljudi, ne, nisi posebneša, ne. In jaz rečem, Ani, sploh nisem imel kakaj tekla, nisem hotel gledati, ne. Pač živčen, tako sem pač vedno. In ji rečem, tečem z ravnije, ne, tako, tam, ko se je pač dal, je malo spremljal in sem rekel, Anja, dej lagal, nisem res vedel, sem lagal,
sem rekel, sej ful dobro ti gre, ne? Boš imela osebni rekord, pa ona reče, ja, sej vem, da hitro tečem. To sem pa rekel. In si ostal brez Kaj ti ne besed, ja. rečem, spet progresivno do konca, če gre, to je to. Mislim, no, lepo je trenirati tako atletinjo, Dejan, a? Blazen. Um. Res, mislim, tudi komunikacija z njo je. Jaz mislim, da bolj kot to, da vsi plani, pa to jaz mislim, da je komunikacija ta ključ, ko bi mogli trenerji delati na njemu, ker atlet je ipak atlet, trenerju zaupa, ampak brez komunikacije, brez feedbacka, ker tega te dan nima trener kaj delati, ker če tega ne upoštevaš, nisi nič naredil in konc koncev si tako sami spišejo trening, če pač je komunikacija normalna in če jo prisluhneš, ker jaz čutiti njenega telesa ne morem, če bi to znal, bi bilo čudo, a ne. Tako da meni to dosti pomeni, no, v planiranju. Bravo. Anja, kaj se je bistvenega reča spremenilo v treningu v tej sezoni? Si povečala kilometrino, si spremenila koncept treninga. Kaj je bistvenega, no, da si naredila ta enormen preskok? Si bila hitra polmaratonka, že v lanski sezoni si to dokazala, ampak preskok na maraton, kot smo videli, recimo pri Čeptegaju, ni tako lahka stvar, ne? Ti si to naredila. Kjeri so bili bistveni poudarki tvojega treninga letošnje sezone v pripravi recimo na to Valencijo? Ja, 3 mesece priprav sem imela res visoko kilometražo. Prišli smo tudi do rekordnih 214 km v enem tednu. Tako da vedela sem, da sem ful dobro pripravljena, da pač kilometre imam v nogah. Pa tudi bolje šlo proti koncu, hitreje sem obračala intervalne treninge. Vse je šlo hitreje, tako da sem še vsak trening presenetila samo sebe in sem pač vedela, da sem res super pripravljena. Samo malo me je begalo to, kako se pač lotiti, kaj si lahko jaz zastavim, ko pa itak ne gledam na uro. Pa itak tako željo sem imela preteči maraton, pa da res je bilo vse posvečeno tej Valenciji v tej sezoni, v jesenskem delu. Evo, delo je obrodilo sadove, Dejan, evo zdaj si pa potrdil to, kar smo pač že vedeli, ne? Da znaš natrenirati punce za vrhunske maratonske rezultate. Ja, enkrat, ja, eno punco spraviti do 2:35, ok, ampak dve, recimo, oziroma eno že pod, to pa ni več naključje, to je pa pač je ekspertiza. Zdaj, te že kličejo recimo nove kandidatke, atletinje, Dejan, vzemi trening, nekaj očitno delaš prav, oziroma jih imaš že tako veliko zdaj v treninškem procesu. Pa jaz mislim, da imam eno lepo skupino atletin, dobro se je tudi kak atlet zraven, a ne? Imamo moške predstavnike vmes, so bolj redki, ampak veš kako, če bi bile dve Anje, mislim dve punci, ki so tako talentirane, ali pa 3, 4, 5, jaz mogoče bi za vse skupaj bilo to ok, ne? Ampak ker res greš individualno delati plan, a ne, je to zelo težko, a ne, ker pač ne moreš imeti pet atletin vrhunskih, pa jih spustiti z istim treningom na pot, a ne, pač to ne gre, to ne verjamem in raj imam support skupino, a ne, in eno atletinjo, takšno dobro maratonko, kot pa, da bi jih imel 5, pa bi na koncu begal vse skupaj, pa ne bi bilo. Saj za malo Slovenijo je dosti ena Anja, se meni zdi, no. Mislim, ja, res smo, veseli smo in hvaležni, da imamo spet maratonko svetovnega kova. Anja, evo, 32 obeta marsikaj, no. Zdaj prihaja leto 24, olimpijska sezona, ne, tudi evropsko prvenstvo, velika tekmovanja. Se že kaj oziraš, kam bi šla, si že postavljaš mogoče plane za naslednjo sezono? Ja, jaz se sploh še ne zavedam, kaj 2:33 pomeni, pa kaj Dejan povedal, da je to pač res dober rezultat, pa tudi za velike tekme, da lahko bi s tem prišla.
pač mi je dalo malo misel, tako da danes po noč nisem kaj veliko spala, sem razmišljala, čeprav zdaj najprej je plan en teden čist off teka, pa umiriti se, doživeti ta rezultat, pol bom pa naprej razmišljala. Ja, čas je še, ne pride to za tabo, verjamem, da bo zdaj tudi nekaj še medijskih obveznosti, zdaj bo veliko vprašanj, zdaj boš pod žarometi, konec koncev, tudi Atletska zveza se zna kaj izganiti in tako naprej, upam saj, ker takih atletin, kot je Dejan dejal, ni pač lih na pretek. Dejan, kaj pa ti recimo, ti pa že moraš imeti kakšne obrise za naslednjo sezono, zdaj delaš z občutljivim materialom, vem, sva že govorila, pa tudi veliko se v javnosti govori o normah za olimpijske igre, ki so visoko postavljene, pa tudi v lestvici, kjer pa bi se dalo recimo priti zraven, kakšen je tvoj pogled na to, na naslednjo sezono? Veš kaj, kot Jan je rekla, jaz bom mi najprej dal mir, res pač se bom umaknil na to rabi in potem bova se usedla in videla, kaj se da narediti, kakšne so želje. Definitivno pač, zdaj, če se bo pokazala priložnost, seveda, potem s polno paro. Ja, vemo, zbirajo se neke točke, ampak ta rezultat od Anje mislim, da je tako močen, da bi nekdo to mogel paziti, ker si prej omenil zvezo, Mislim, če bomo zdaj samo točke gledali, pa zbirali točke, pa se ne dotikali rezultatov, pa sposobnosti atleta, potem tudi ne vem, kam se pride. Tako da bo videla. Anja se bo odločila, Anja ne razmisli, ona je zelo pametna, preudarna punca in ona bo povedala, kam se bo obrnala naprej. Tako da jaz bom zdaj res utihnil za 3 tedne, pa bom. Vem, da težko to narediš, ampak ja. Anja, samo še eno vprašanje. Si danes že tekla? Ne, nisem. Pa tudi ne bom. To mi deli, evo. Vem, da toliko tekačev poznam, maratoncev, kreativcev, ki morajo iti na tisti raztek naslednji dan, ampak sem vesel, da tebi tega ni treba, ali kako si ga že včeraj naredila? Nisem. Zadnji kilometer teniske stran in to je to. To mi deli. To je to. Evo, zaslužila si. Čestitke še enkrat, res. Kakšen zaključek sezone, lahko rečem, in to v Valenciji. Dejan, v Valenciji si že nekajkrat bil, kako se ti je letos vse skupaj izdelo, so organizatorji dodali še piko na i, kako si ostalo dirko spremljal, mogoče kakšen komentar pod črto še? Veš kaj, ta Valencija je tako organizirana, da jaz ne vem, mogoče, da bi z Ljubljane se kdo še pripeljal malo pogledati, pa da se malo bolj spoštuje slovenske športnike. To bom tako vedno poudaril, jim je to všeč ali jim ni všeč, ker mislim, da si zaslužijo pozornost. Tako da sam to bom rekel in upam, da tudi pri nas bomo spoznali, da pač rabimo slovenske športnike in da so pomembni, ker identificirajo se otroci, mladi ali pa vsi rekreativni športniki lahko lažje z nekom, ki ti je blizu, ki ti je bolj domač, ki ga imaš pred očmi, kot pa z nekom, ki pač je od zelo daleč in v bistvu s tabo nima nič. Tako da to je moje, mislim, Valencija pa super, vrhunsko. Nimaš kaj, res mislim, tudi organizator, koliko sem jaz komuniciral z njimi, vedno prijazna komunikacija, vedno imajo odgovor, res mislim, čisto vsako stvar so ti na voljo. Tako da vse lepo. Pa še vreme se je potrofilo. Tudi z vremenom so se zmenili. Ja, Valencija zna biti v prihodnosti tudi kraj kakšnega svetovnega rekorda na tej distanci, ampak pustimo to za prihodnost, kot vse ostalo. Anja Fink in Dejan Lenart sta bila z mano. Hvala še enkrat obema za vajin čas. Uživajte še sproščen dan v Valenciji, proslavta še enkrat ta dosežek, pa se vidimo potem spet na domačih tleh. Hvala. Hvala, Marko. En lep pozdrav. Čau. Ja. Hvala, srečno pot. Čau. Hvala. Napeto smo spremljali tudi tek Primoža Kobeta za tale maraton, se je namreč pripravljal tudi v Keniji.
Na koncu je odtekel solidnih 2 uri 17:37. Ja, obširno poročilo je sam objavil tudi na svoji Instagram strani. Če ste tisto poslušali, je bilo kar zanimivo. Analiziral je celotno dirko, bral Primož, kaj več okrog same dirke, pa bo povedal Primož sam. Valencija, po Valenciji, sedaj se selimo v novo mesto, kamor je že prispel, nazaj iz sončne Španije. Naš Primož Kobe. Primož, dober večer, živijo. Dober večer, živijo. Si danes že tekel? Ne, ni pauze imam, ker imam priprave na silvestrovanje našega kluba in delam na polno. Bravo. A bo tekaško obarvano, kako? Kaj pa? Tekaško. Mi imamo vedno pohod z obveznim ogrevanjem, če veste, kaj mislim. Vemo. Ugotovili smo, da je v bistvu, če naredimo neko aktivnost pred silvestrovanjem, veliko bolj energično silvestrovanje, se nič ne sedi. To si dobro povedal, ja. Tako, ja, poženeš malo kri po žilah, manj slabe vesti, je pa še pol ne moreš biti primer. Bravo. Kot pa, da se samo poseda v kakšni zidnici, ja, pa jadikuje nad slabimi časi, pa nad bodočimi dobrimi. Mi da so tule zato, da poanalizirava tvoj tekaški rezultat, pretekli vikend. Čestitke za najboljši slovenski maratonski dosežek v letošnjem letu. Tako. Ja, hvala. No, žal mi je letos, da nisem tekel spomladi maratona zdaj, ko sem bil res dobro pripravljen. Mislim, da če bi takrat v Bostonu tekel, da bi hitreje tekel na tisti trasi, kakor pa danes, ker sem bil res dobro pripravljen. Zdaj pa Valencija, sem se kar mislil, da bom dobro se pripravil, ampak v zadnjih 2 mesecih ni šlo vse po načrtih, poškodba v Keniji, pol tistem glavnem delu, ker sem mislil, da bom dvignil. Tako da vseeno, sem si še vedno govoril, sej bo, sigurno bo dobro vreme, dobra dirka, in res je vse bilo tako, ampak nekako se tudi nisem upal iti na tisti najhitrejši moj čas, pa s prvimi skupinami. Tako da sem začel prvo zelo konzervativno, prve 3 kilometre tam, 3:15, 3:11, tako je bilo, 3:12 na kilometer. Potem sem v tej prvi skupini z vodilnimi ženskami, ki so se pa pol na 3. kilometru, pogledam 3:15, sem si mislil, to bom pa malo prepočas, dajmo zdaj malo in vidim naprej skupino. In takrat sem v bistvu naredil, če zdaj analiziram, glavno taktično napako. Če bi tako nekako rekel, če bi grem s puncami, prva punca pa tekla 2:15, 2:16, danes to že punce tečejo, ali pa že 2:12, kar je noro. Bi pa lahko recimo se zelo prešparal noter v skupini, vse bi bilo lažje, in potem bi po moje šel od finišerov in bi bilo, ne vem, 2:14 recimo. In tam sem naredil napako, sem šel pa naprej, sem pa ostal med skupinami, 3-4 smo bili, tam nekaj smo si pomagali, en je delal malo fartlek, malo hiter, malo počas, mislim, res ni bilo idealno. Potem sem pa že bil 15 metrov za skupino, 3:05 ritem. Ampak sem delal 3:05, pa jih nisem več mogel loviti, se pravi, nisem si pa upal hitreje teči. In sem rekel, dolga je še do konca in ni pot. Tako da pa sem tam tekel sam, 1, 2, pa en je šel malo hitreje, jaz vlekel, drug. Malo je bilo vetrčka, ampak ne spet tako, da bi bilo to. Potem pa smo prišli na polovico, 1:07, ne vem, 25, nekaj takega sem šel, se pravi, to je bilo še vedno za 2:15. Potem so malo ratale težke noge, moram priznati, tudi tisti del, ki se malo dviga ob reki gre, in potem pa za mano pride ta skupina. Z dekleti, kako? Ja, z puncami, prva puncami. Smo tudi enega kolega med tako, ajde, 5 not, zdaj bo sem šlo, Ja,
punce so začele 30 leteti. 30, mislim, to ne moreš verjeti. Mislim, morate vedeti, punce, ki grejo 30 na maratonu, to je zdaj pa že noro. Ne? To je bila ta Sefa, Kedžeta, ta Nemka. Ajana, ne, to so bile Ja, težke. res, Ajana, mislim, to so letele, tako da sem imel težave držati to skupino. In sem rekel, veš, kaj ti gre, zdaj pa že babe ne morem držati. Tam smo prišli, ja. Do 30 smo šli skupaj, potem sem pa padel v krizo. Pol sem pa tam na 31 en gel, sem se pa na 33 pobral, tlej že 33, ampak jaz sem hotel sem do konca, ne glede, se pravi, odstop ni bila opcija. In potem sem se začel pa lepo spet nazaj dvigati, tako, 3.22, 3.21, 3.20, 3.18, 3.17, tako da na koncu še, ne vem, 3.15, 3.14, no. Ampak kaj več pa že ni bilo za postrgati na koncu, no. No, sej, 2.17 pač ni rezultat, da bi mu vsem gledal v zobe, koncev. Ja, vem, da si morda pričakoval kaj več, ampak vseeno si zraven, deva tako reči, da ne pri 42, vendarle še nisi za staro šaro, kar pomeni najbrž, da Primož Kobe, kaj ni še vztrajati, kako sezono ali dve, ali kako? Tekel bom še vedno še. Zdaj na kakšen nivo bom šel, ne bi zdaj preveč izdajal, ker ni nič še potrjeno, vse je še v oblakih, vse se lahko še obrne. Dejstvo je, da olimpijske igre odpadejo, to sem vedel že prej, tudi nisem, ne vem, nekako 2.11.30, pa potem po rankingu pa ne bi prišel, ne. Zanimivo, kako je šla konkurenca gor, ne, se pravi, Francoz z 2.06 ni prišel na olimpijske igre, se pravi, Francozi so nori. Ker je toliko boljših, ja, ki so reprezentacija. Tako da, to je odpade, olimpijske igre so odpadle, zdaj je Evropsko prvenstvo, je pa polmaraton v juniju naslednje leto, tako da po vsej verjetnosti bom zbral še en, če bom tekel tudi maraton, ker mislim, da ga bom, en hiter polmaraton in pa maraton spomladi. Potem pa bomo videli, ali gremo na Evropsko ali ne gremo. Potem po jesen bom definitivno tekel maraton. Zdaj zelo blizu smo, da to lahko povem, da bom tekel v Ljubljano. Sem se moramo še do konca dogovoriti. Aleluja, super. Tle pa računam na ta enodnevnejši čas, no, ko bom rekel. Ne vem, po 2.20 sigurno, no, jaz upam, da bi bilo recimo po 2.15. Tako da to bo mogoče glavni cilj drugo leto, no. No, Ljubljana, se pravi, eno leto dela si zdaj že nakopal, evo, tako. Ja. Ja, ampak zdaj sem na dopustu. Zdaj lahko pustiš, ja, mislim prosto pot. Primož, si imel mogoče priložnost se kaj podružiti, spregovoriti kakšno besedo z Kenijci, z Etiopci, morda z Lemo, ki je med drugim recimo rekorder v Ljubljani, ali pa s Bekelejem, ki je tvojih let recimo, pa je odlično tekel. Bili smo na treningu, v bistvu vsi so tekli zraven, rekel, vsa tekaška druščina mi je poznana, ampak bilo nas je preveč. Morate vedeti, da je bilo 200 elitnih moških. Neverjetno, ja. Mislim, to je, recimo, jaz sem od 83 številko, za 2.13 sem bil 83 najboljši, se pravi 82 tekačev je imelo boljši rezultat kakor jaz, imel jih je pa tudi ogromno, ne. Se pravi, ženske prve številke so šle od 200 naprej, ne. Tako da konkurenca, ne vem, ni bilo še tako močnega maratona nikoli, da bi vsi nastopili na enem. Ja, tukaj je bilo same elite toliko kot recimo na enem manjšem maratonu v naših koncih, ja, vseh udeležencev, tako da, ja, neverjetno, ja, koliko ljudi in kakšne, pač tudi finance so zraven, da vse te tekače tudi zvabijo tja, pa jih potem nagradijo, se pravi čas
ni bil presenečenje, čeprav morda je bil zmagovalec malo. Ja, koga si ti pričakoval na prvem mestu? V bistvu prav njega, Aha. pa tudi na tega Modrisota sem stavil. Jaz sem vedel, da Cheptegei, Kibiwot, Candy, recimo, ne, to so svetovna rekorderja, potem Bekele, resni, da bo blizu, ne mora iti pa 2:01. To sem bil prepričan. On lepo še trži to svojo zadevico naprej in čisto super. Ni slab, ne, Bekele, nimam okej, ampak konkurenca je res tako močna. Tako da prav njiju sem imel nekako medtem ko pri ženskah sem pa za Sefo tekel, mislim, ona teče, kot da teče 3 kilometre. To je tako lepa tehnika, leti, res. Sem njo pričakoval, no, pa je bila druga, no. Pa Dibaba se mislim, da je bila tudi malo boljša, no. Ampak kakorkoli, no. Nisem bil čisto v stiku s tem največjimi, ker je bilo toliko enega stafa, toliko enih tekačev, pa predvsem mi, Evropejci, smo se srečali in v bistvu so bili skozi neki pogovori, ampak morate pa tudi vedeti, da pred maratonom noben se noče preveč pogovarjati, vsak majčkeno razmišlja o svoji zadevi, kako bo to uspelo, ne. Tako da... Deva, ja, se mi je zdelo, malo sem gledal ten prenos, pa sem videl res nepregledno množico tekačev, pa mi ni bilo ta prvo jasno, ne. A je to res elita, ne, kaj kaže kamera, ampak kamera, to, kot si rekel, je kazala tisto množico ljudi, ki so bili vsi pozicionirani, ja, med najboljše, res norišenca. Za konec je mogoče, Primož, rekel si, ok, olimpijske odpadejo, ne vidimo niti nobenega drugega Slovenca, ki bi lahko posegel tako visoko v prihodnjega leta, kaj pa pri dekletih. Evo, Anja Fink se je izvrstno odrezala prav v Valenciji, morda pa ona lahko pocilja v res prihodnje leto, kaj meniš? Ja, norme nima, ne. Se pravi, tako kot jaz, za njih je norma 2:26:50. Zelo visoko, ja, zelo napeta. Tako da je tudi še kar veliko manjka, sicer odličen čas, moram reči, jaz sem tudi njo ocenjeval že lani, ko je 1:12 tekla polmaraton, sem vedel, da je v bistvu nekje tle zmožna 2:32, 2:33, ampak to odteči, ne, je pa kar težko in naredila velik preskok iz 2:45, ne, drugi maraton, tako da zgleda, da je bila odlično pripravljena, je pa res, mi je tudi povedala, da praktično ni tekla metra brez skupine, se pravi, vem, ko sem lani spremljal Ano Šteful, mojo tekačico, ki je tekla, to je v bistvu reka tekačev, na 2:30 je reka tekačev, skozi. Primer, en moj tekač je tekel 2:56 in je bil 4300. To vam malo pove. Ja, imel si kar lepo ekipo tudi s sabo, ja? Fit klub, vas je bilo. Kdo je bil poleg tebe potem še dober na progi? Bil je Sandy Bayer, ne? On je v bistvu bolj v ultra oziroma v trailu, se pravi tudi en zelo znan tekaški obraz. On je včasih bil tudi na DOS-u, že tretji na dirki okrog Slovenije, včasih se je temu posvečal, zdaj pa bolj v trailu. Zdaj pa prvič se spustil po 3 urami, sicer je letos že tekel 3:00:01, se pravi 1 sekundo čez 3 ure v Bostonu, je pa zdaj tekel res vrhunsko. Potem Dom Bajec 3:18, Renata Kamenšek 3:24, tudi dober rezultat za punco, rekreativko. Tako, pa tudi moja žena je tekla. Je postavila osebni rekord, kaj ne? Tako, ja. Tako da, bili smo, v bistvu vsi so tekli osebne rekorde, razen coach, ne, tako da. No, ampak, ja, zdaj, dajmo reči, ja, da ima coach dober razlog, da ga ni, ja, pa ko bodo ostali pač
to kot tekel, lahko tudi potem spustijo kakšno dirko, pa posebnih rekordov ne postavljajo povsod. Pozdravljam na tem mestu še pač nekaj svojih kolegov, ki so bili tudi tam, Mateuš Hriber, ki je šel tudi po 3, pa Rok Goli, Slavko Mislej, Vlado Muratovič, Katarina Brnisl in tako naprej. Slovencev je bilo kar nekaj, Valenciji je tako. Tako da kar. Ja, izvrstni časi, vsi so mi poročali, da so bili pogoji idealni, tako da se splača še iti. Drugo Primož, leto, ne vem, če si, to je danes nova informacija, ponujajo 1 milijon evrov. Za svetovni rekord. Za svetovni rekord. Tako da to že nekaj napoveduje. To pomeni, da je denarja dovolj, da se mora samo najti junak. Tako da, pa da vidimo, bomo stave polagali, kateri bo šel tja, morda bodoči olimpijski prvak, ki bo imel ravno prav časa, da se spočije do Valencije. Vmes je še novomeški polmaraton, Primož, kdaj je prihodnje leto? 6. oktober, 2 tedna pred Ljubljano. Idealna priprava, slišali ste, dame in gospodje. Ja, Primoža Kobeta spremljati. Ni še rekel zadnje, Bog pomahi. Ja, do 50 bo na vrhunskem nivoju, potem bo počasi sprego, tako da se bo še velikrat slišala. Primož, hvala ti za danes. Hvala tudi vam. Uspešen oziroma lep, veseli december ti želim, se vidimo, če ne prej prihodnje leto. Hvala. Čau. Čau. Pred tem tedna še malo znanosti, takole Alex Hutchinson je naletel na zanimivo raziskavo v povezavi z vrhunskimi športniki in astmo. Če smo doslej špekulirali, da je visok odstotek astmatičnih vzdržljivostnih športnikov, posebej zimskih, posledica marsikatere zlorabe, pa kot kaže, temu ni nujno tako. Morten Hostrup iz Univerze v Kevenhavnu je dognal, da prav najbolj uspešni vzdržljivostni športniki pogosteje razvijajo simptome astme oziroma strokovno rečeno exercise-induced bronchoconstriction ali po domače z naporom povzročena bronhokonstrikcija. Vzrok za to je lahko zelo hladen, pa tudi onesnažen zrak. Kaj povzroča mraz? Ja, zrak ohladi in mu vzame vlago, pri intenzivnem naporu pa le-ta lahko draži in vnema dihalne poti. Pogosto izvajanje teh aktivnosti lahko vodi odziv telesa v taki meri, da se razvije ta bronhokonstrikcija oziroma celo astma. Tudi če niste olimpijski športnik, ja, pri teh so intenzivni napori v zimskem času pač stalnica, bo tudi za vas rekreativce v zelo mrzlih dneh pametno, torej čez usta, čez dihalni aparat navezati vsaj kako bandano ali ruto. Tako, zdaj pa k temi tedna športne ure, njih funkcionalnosti in natančnost. Jasno, naše zapestne prijateljice so z leti postale zelo dovršene, zdaj nam ne merijo samo aktivnosti, pač pa tudi spanje, počutje, nasičenost krvi, pritisk in kmalu še kaj več. So odličen pripomoček ob aktivnosti, nikoli pa ne čisto 100-odstotne. Tako pri srčnem utripu, višinskih metrih in še posebej pri razdalji je potrebno določeno mero odstopanja vzeti v zakup. Je torej uradna izmerjena razdalja na tekaški dirki prava ali ima prav vaša ura, ki kaže več? No, o tem v zanimivem pogovoru s strokovnjakom, ki je bil svoje čase urednik revije Moj mikro, sedaj pa o tehnologiji piše za več publikacij, med drugim tudi za Tehnozvezdje. Z mano je Marjan Kodelja. Spoštovana publika, evo, glavni temi te epizode smo prišli, z mano je strokovnjak, ki se s tehnološkim novinarstvom ukvarja že več kot 25 let, med drugim piše tudi za spletno stran Tehnozvezdje, kjer komentirate infotehnološke novosti in izdelke, tudi trende. Je bil tudi tekač, menda, tako, in se spozna tudi na športne ure. Zato je danes z mano Marjan Kodelja. Pozdravljeni, Marjan. Pozdravljen. Kdaj ste na zadnje teku, Marjan? A se lahko zlažem? Z lahkoto, lahko poveste iskreno, lažete, kot če
Ja, pa vem, 4 leta nazaj sem rekel, da grem še proba, če tlele čez hrib, še tviški lahko pridem, pa sem nekako se zelo prižal. Ampak zdaj, zadnje čase pa se psihično pripravljam, da bi bilo fajn spet začeti. Ampak zato ne iz tega zdaj s psom okrog hitro hojo, tretji gre, ampak za tek bo treba se pa res malo pripraviti. To, da se bo treba, to je pozitivno, evo, to pomeni, da je nekje v prihodnosti Marjan Kodelja spet tekač. Ste tudi teku na kakšnih tekaških prireditvah, tako naprej? Ja, nekajkrat sem bil na solinskem teku, pa enkrat celo na 10 tukaj v Ljubljani na maratonu. Čisto. Treba malo probati, se ne da bi hotel se, ne vem, nekako izkazati v tem, ampak čisto rekreativno. No, tako kot mi vsi, kot tudi najina publika, spoštovane gledalke, dragi poslušalci, evo, našpičite ušesa, govora bo o pametnih športnih urah. Marjan, ko ste še tekmoval v teku, rekreiriral se, tudi uporabljal že, bom rekel, smartwatch? Seveda, konec koncev, to je tudi en razlogov, zakaj sem sploh začel malo več razmišljati o teku, pa hoji, pa hikingu gor po hribih in podobne stvari. V bistvu sem, enih 10 let nazaj je Sony en tak preprost tracker dal, ki je meril korake in takrat me je nekako zagrebil ta varianta. Preprosto hotel sem videti, koliko je to natančno, kako se stvari razvijajo in čeprav so bili to čisti začetki, kakršen, ni bilo še nobenega satelitske navigacije, samo tiste preprosti koraki, pa še to takrat niso bili zelo natančni, ampak vseeno je bilo nekaj, bil je nek meter, ki ga prej nisem imel in čisto za hec, hotel sem videti, kako deluje. In od takrat so pač stvari šle delač naprej, ampak zanimivo pa je, in to se je že takrat pokazalo, da stvari napredujejo iz leta v leto, se pravi, vedno bolj natančne. Tudi tista prvi tracker, ki sem ga imel, je na začetku, ki je razdaljo štel na osnovi prehojnih korakov, je bil na začetku zdaj falil res tako orang, je postajal z leta bolj natančen. In isto je z vsako meritvijo, ki je zdaj kakršna koli ura je sposobna. Ja, jaz se tudi še spomnim časov, ko smo testirali footpode, ko se tistemu rekli, ki si nečevelj namontiral in ti je potem neko razdaljo prehojnih korakov meril in Bog pomagi. Ampak takrat je bil to strašen napredek, recimo od tistega, kar je bilo prej, kar ni bilo nič. Ne? Ja, seveda, bil je napredek, pa predvsem je bilo to nekaj tazga, ki je zanimalo peščico ljudi. To ni bil še mainstream, kot so zdaj postale ure. In posledično tudi ni bilo toliko temu reklamnih sloganov in obljub, ki dejansko mogoče res nimajo nekih pravih podlag ali v znanosti ali v čemrkoli. Po drugi strani pa ure lahko pomagajo. Jaz sem začel potem, ko sem po tem trackerju, ko so ta prave ure prišle, jaz sem začel spati, konec koncev. In to se je začelo s tem, ko sem hodil videti, kako dobro mer spanje, oziroma analizira spanje in potem zdaj imam pa skozi gor, konec koncev. Ja, v bistvu je naš 24-urni sopotnik ta ura, jaz nam pove, kako smo spali, kakšen je bil srčni utrip, kako se počutimo tisti trenutek, kaj moramo početi tisti dan, noro, trenerja gor, ki ti pove, da nisi tekel že ne vem koliko časa, ali pa da moraš nekaj narediti za moč, kaj si pojedel, grozno v bistvu, hujška žena. Ja. Tele trenerji pa te opozorili, ki te zelo hitro sklopamo. Ker koncu zelo hitro reče, gospod, dajte vstati malo, pa dajte malo skakati pred računalnikom, eno uro že sedite. Točno to je. Tako. Pretečeš maraton, se usedeš na kavč, za 1 uro pravi ura, že predolgo sledite, pa jo vršiš v kod. No, Marjan, dajva vseeno opredeliti, ko snovam to poslušajo tekači, ki praktično vsi imajo kos, rekel, opreme na zapestju, ki je vreden najmanj 200, še rajš pa precej več evrov, ampak v bistvu sploh ne uporabljajo vsega. Kaj pravzaprav je danes pametna ura? Katere funkcionalnosti naj ima, da si tako reče? No, jaz zelo rad uporabljam besede pametne, povezane, športne, karkoli. Meni je važno, da to neka naprava, ki nekaj mera. Zdaj, važno je samo to, da mi je tisto, kar jaz želim oziroma me zanima. Zelo radi, ti izdelovalci zelo radi nekako segmentirajo. Ta je pametna, zato ker ima več pametnih funkcij, bolj dela povezana s telefonom. Ta je športna zaradi tega, ker je morda bolj usmerjena na športno metriko in poda neke podatke, ki imajo neko drugo osnovo, čeprav tudi pametne ure trdijo, da tako isto delajo. Tako da smo prišli v tako majhno zmedo. Če gledava čisto konkretno, meni je vsemo pomembno, recimo, pa to ne zaradi tega, ker bi ne vem kakšne rezultate iz tega
pridobil, ampak mi je fajn, če mi ura meri neke te osnovne zdravstvene podatke, kot je srčni utrip, pa mogoče nasičenost kisika v krvi, čisto. Ne bom rekel, da je to nekaj, kar bi res nujno potreboval, ampak je pa fajn to imeti. Potem so pa te prave zgodbice, ko greš nekam na en hrib, pa bi rad vsem zabeležil to pot, se pravi, hitro si bil gor, koliko si nazaj prišel, ali pa v vašem primeru tek. Take stvari me zanimajo. Seveda pri teku pa pri športnih aktivnosti, ko prideš na neko določeno raven, potem zahtevaš veliko več, še določene analize, neke nasvete, kaj narediti, koliko časa se počivati, rehabilitirati in tako. In mogoče tudi, da ti predlaga, kdaj greš naprej. Ker konec koncev, ko sem še tekel s temi urami, to je bilo stalno tisto. Zdaj si po 1 kilometru pretekel, ste 1 kilometer v tem ritmu, dajte zdaj malo hitreje. Ja, prav, ok, ne morem. Ja, včasih so kar naporne te ure, ampak razmišljam sama, katere funkcije recimo tekači, kot sem jaz, ali pa mogoče malo naprednejši uporabljajo na vsak način, višinomer, tako višinski metri so zelo pomembni, recimo, pa to, da so mape gor, da si lahko splaniraš pot oziroma naložiš prednaloženo pot, pa greš po njej oziroma spremljaš, kje si, če se slučajno zgubiš. Recimo to, da ti na koncu pove, kakšen je po tej vadbi tvoj VO2 max v vseh parametrih, ki si mu jih dal in te spremlja že ne vem koliko časa, pa koliko časa moraš počivati, je pa v bistvu že nekaj standardnega. Kako točni, recimo, so podatki, naj bi bili kar že izpopolnjeni? Malo bi še navezal na prejšnjo vprašanje. Izvoljo, prosim. Še 2 funkcije sta meni osebno pomembno, oziroma ena je meni osebno, ena pa je marsikomu drugemu. Prva stvar je v tem, jaz nočem ure pomniti vsak dan. To mi je nekaj totalno brezveznega. Čeprav tiste ure, ki jo vsak dan moram postaviti nekam, da se mi polne, ni važno, kje znamka je, se probam izogibati. Testiral sem vse, ampak vseeno. Po drugi strani pa mi prijatelji pa še marsikdo pravijo, da je pa prav fajn, če lahko z uro plačujejo. Tako, NFC na uri? Ja, NFC pa kartica noter, pa gremo, pa kjerkoli si lahko plačaš. Vse koncu se gibljamo v to smeri, da bomo vse plačevali z nekimi brezgotovinskimi plačilnimi sredstvi. Zdaj pa gremo nazaj na tisto vprašanje, se pravi na natančnost. Pred kakšnim letom sem imel možnost v roke dobiti eno zelo tako resno raziskavo, kjer so raziskovali natančnost optičnega merjenja srčnega utripa. Če se spomnite, pred kakšnimi 5 leti, ko je Sunto izdal Sunto 9 uro ven, je bilo veliko govora o tem, a so optična tipala res dovolj natančna, oziroma ali tekač potrebuje ta pod pasom, ta pravo prsni pas merilnik. In seveda, jaz sem takrat probal oboje in jasno, pas je bil veliko bolj natančen. Vendar je potem iz leta v let prišlo do tega, da so optična tipala, kljub temu, da imamo različne kože, pod pogojem seveda zelo natančno, da je ura, koliko mora biti na zapestju, postali izredno natančni. V teh raziskavah, ki sem jih jaz videl, pa so merodajniki, ker niso nič komercialni, ampak je bilo dejansko narejeno na potrošniškem nivoju, smo prišli do plus minus 3% od tistega, kar je dejansko res. Zdaj, kar mi je jasno, ko se pogovarjam z ljudem, so še neki problemi pri tem, predvsem pri hitrem beleženju sprememb srčnega utripa, ampak konec koncu, čeprav tudi ne maram kaj preveč govoriti o umetni inteligenci, je pa ravno ta umetna inteligenca pomagala v tem, da iz teh signalov, ki jih tipalo, te signale je pa veliko šuma noter, zna lažje izluščiti tiste podatke, ki predstavljajo srčni utrip. In dejansko srčni utrip je eno od tistih podatkov, ki je pri urih zelo, zelo napredoval v teh zadnjih nekaj letih. Najbrž ni leto, 2 mogoče nazaj, ko praktično noben resen tekač ni tečel, pa čeprav je mu dobro uro, brez tega pasu, ki ste ga omenil. Danes pravite, da potem ni več praktično potrebe, se pravi so ti pasovi okrog srca, pod srcem praktično outdated. Ne bi se upal tega reči, konec koncev nekatere ure imajo še vedno možnost. Jaz sem pravim, da je optično tipalo postalo po teh raziskavah, ki sem imel dostop do njih, dosti natančno. Sicer pa mi je všeč, da ima neka ura
obe možnosti, ker konec koncev se bo vsak sam odločil, katere podatke rab, pa koliko so mu natančni. Sej ne nazadnje konec koncev vsak tekač ali pa športnik ali pa tudi jaz konec koncev vidim, a mi res to hitro dela srce tisti trenutek, ker mi ura kaže ali ne. Ampak jaz bi rekel, da je tako, ne bo oboje. Ne. Zakaj ne? Konec koncev pa še ena zgodba je, zelo radi ljudje dajo uro na balanco, na krmilo bicikla, tam pa ne more optika nič narediti. Ne? Tako da ja, ne bo bolj. Konec koncev ima tudi jaz eno tako uro, ne? Tole je Sunto Race, ki konec koncev ima tudi obe možnosti. Na katero še vedno lahko priklopite pas in imate še en stream podatkov, potem pa iz tega ven umetna inteligenca naredi pač tisto optimalno reč, ali kako pravite temu. Ja. Če so pri umetni inteligenci, katere ure pa že imajo, bom rekel, to ugrajeno v svoj software? No, če vprašate proizvajalce vse, ampak če mene vprašate nobena, zato konec koncev to gre za podatke, da umetna inteligenca tukaj pomaga nadgrajevati algoritem, ki je na uri. Ne deluje pa sama, mislim, kot taka umetna inteligenca na uri, čeprav pri zadnji Apple, mislim, da je Apple zelo jasno rekel, da Siri deluje na sami uri pri prepoznavanju ukazov in podobne stvari, kar se lahko spet razume kot umetna inteligenca, čeprav to je spet ena tista točka, v katero sem zelo skeptičen, pa je treba zelo pametno paziti, kaj se govori o tej stvari. Ja, zelo enostavno je umetno inteligenco uporabiti v stavku, čeprav večina niti ne ve, zakaj gre, kaj šele, da bi znala kaj več o tem povedati. Rekla so natančnost, srčni utrip, prej so rekla spanje, najbrž tudi v tem, kaj veste, to me je zmer zanimalo mene osebno. Vem, da imam srčni utrip, vem, da imam neka gibanja najbrž, se pravi nek giroskop, karkoli že to zabeleži. Kako meni ura beleži kakovost mojega spanca, recimo, katere podatke zajema? No, to je spet eno tiste področje, ki jaz smatram bolj tem na sivem področju. Konec koncev. Spet je stvar, začel se je samo s tem, da si povedal, kdaj greš spat in kdaj se zbudiš, pa je pa ura približno računala, če si se premikal, ali se nisi premikal, ali si spal. No, prišli smo do tega, da nekatere ure, predvsem tukaj nekako izstopa Huawei z temi svojimi serijo GT, zdaj trenutno mislim, da je 4, ker se trudi nekaj več iz tega narediti, ampak boš prišla na natančnost prej. Se pravi, povej mi recimo, koliko časa sem spal, v katerih fazah sem bil, koliko časa sem bil v teh fazah, kolikokrat sem se zbudil, zdaj menda celo do neke določene ure spremljajo dihanje, pa znajo poslušati, če smrčiš ali ne smrčiš, da še to noter postavijo. Vendar, ko sem študiral to zadevo, samo analizo spanja, sem prišel do tega zaključka, da to ni na medicinski ravni. Ker če bi bilo na medicinski ravni in če bi res hoteli dejansko zajeti vse te faze, potem je tukaj manjka en podatek, ki ga nobena ura ne more zajeti, to so pa možganski valovi. Tako da je to en tak podatek, ki do neke mere je zanimiv, lahko mu morda celo pomaga nekomu, če zna te predloge, ki jih ura da nekako v svoje življenje ukomponirati. Se pravi, ura ti reče, morda zaradi tega ne spiš dobro, ker si zvečer popil kozarček vina ali pa ker si pokadil cigaret, pa jaz nič od tega nisem imel, pa sem še zmeraj slabo spal. Tako da tle je še zmeraj tako malo bom rekel, škakljivo. Šel po vojih, ampak ja, tako kot ste rekel, jaz si ne predstavljam 10 let nazaj neke ure, ki bi mi zjutraj rekla, tvoje spanje je bilo pa 82, ker si se vmes izgubil, ker si šel pač očitno na WC ali karkoli, ker si vmes globoko spal toliko časa, čeprav pomagi, glede da to preverim pol, po čem ona ugotavlja, da sem globoko spal, najbrž zato, ker sem v nižji srčni utrip, ali pa sem v bolj pri miru. Pa dihanje, pa premikanje. Ampak se pravim, jaz s temi urami spim že 3-4 leta, odkar so začeli to delati. Imam podatkov, kakor hočeš, ampak zaenkrat si nisem kaj dosti z njimi pomagal. Bom odkrito povedal. No, bravo. Veliko ste povedal glede tega, tako da bomo z rezervo. Je zanimivo, seveda, to je neka igrca računalniška, potem primerjati, kako s kom drugim še, kako pa ti spiš, pa kako on spi, ampak recimo bolj malo z rezervo. Vse skupaj je imeti, nekoj na prvo žogo.
še ena funkcionalnost, ki pa bistvena, recimo, ne? Pa se zdaj prišla do tega. Ne? No, prej sem vam omenil, pa preden greva na razdaljo, pa moče še višinomer. Višinomer pri urah najbrž deluje na podlagi česa. Dva načina sta. En je čisto navaden barometer, se pravi merilnik zračnega pritiska, ki ga je seveda treba prej umeriti, konec koncev. Ne? Če zračni pritisk se spremenja glede vremena in če ti ne umeriš tisti trenutek pravilno, potem so tudi podatki natančni, seveda. Druga opcija, ki tudi pomaga pri tem, je GPS, to pa potem mislim, da predlaga, da kar tam na ta drugem delu dela, ker je to zelo povezano med sabo. Ta dva podatka sta, sama natančnost je pa odvisna od, poleg tega, kar sem že rekel, da je treba višinomer umeriti še marsičesa drugega. Ok, ja, zato včasih pač zadane na meter, točno včasih zgreši, da 3-krat, potem pa ne neka aplikacija, kot je Strava, vse skupaj, ne glede na podatke, ki jih ima, in je podatek potem pravi. No, greva zdaj na razdaljo. Pač to je tisto, kar prej so govorili o footpodih, pa o merilcih korakov in tako naprej. Zdaj si tudi ure merijo korake, jasno, 10.000 na dan jih moraš narediti in po jih narediš ti zapiska in si ves vesel, da si zdrav, ko hrček in to hočeš početi potem 365, no, kakorkoli, to vemo, poznamo, se s tem niti ne ubadamo. Jaz sem enkrat štel svoje korake na peš, pa potem primerjal recimo po 200 korakih podatek na uri, pa niti ni bil tako zgrešen, bom rekel. Ne? No, jaz sem to delal pri vsaki uri skoraj nekaj časa, pa sem prišel tam na min plus, pa mislim, da sem 1000 korakov vzel za razdaljo, tam je enih plus minus 10%, ena ura je malo več kazala, druga malo manj, ampak konec koncev tle treba nekaj drugega razumeti. Koraki niso egzaktna meritev in tudi niso namenjeni zaradi tega, da bom rekel, da sem prehodil 10.000, včeraj pa 10.012, gre se za trend. A sem danes prehodil več, kot sem včeraj oziroma manj. To je to pri korakih. Pa ja, ne rabimo delati neke znanosti iz tega, ne? Vaše, če piše 1000 ali pa piše 10.000, je razlika, pač, ne? To pomeni, da si bil v gibanju premalo časa ali pa ravno prav, ali pa lahko bi še več. Razdalja torej. Ne? Razdalja, vsi vemo, ok, to je GPS, to so oni sateliti tam gor, ja, oni spremljajo, kje je sem, ker imam uro, vejo, kje je sem, vsak trenutek, vsak moment, se pravi, če vklopim zdaj uro, daj mi beleži, kam je zdaj grem, po ta ura, dokaj točno. To naredila. Kako torej, dajmo da najprej razdelati, kaj je v bistvu to globalno sledenje, prek satelitov, kako deluje v osnovi, ja, in kako so ti merilci, kako točni so, kako so vgrajeni pač v te naše napravice. Kot prvo nas nihče ne sledi, zato ker konec koncev sateliti so pasivni in sam podajo signal, ki ga ura sprejme in ura sama zračuna, kje je. In to jaz vem, povem moj telefon, ampak od tukaj naprej pa se lahko pogovarjamo o tem, da še kdo drug ve, če telefon pošlje to naprej na Stravo ali pa kamor drugam. Če sam to podelim, kaj pa ja. Tako je, ne. Zdaj, kar se pa tiče samih satelitov, poleg tega jaz zelo nerad uporabljam GPS, zato ker GPS je ameriški sistem, en od satelitskih sistemov, ki se uporablja. Konec koncev v Evropi imamo Galileo, zato govorimo o satelitski navigaciji oziroma satelitskem sledenju. Ampak tukaj smo pa ljudje zelo malo, bom rekel, smešni. Konec koncev pričakujemo, da dobra ura, ki ima GPS, stane med 200 pa 300 evrov. Lahko tudi kupiš uro za 1000 evrov, tu se pa več manj konča. Tiste, ki so več, so potem že zlate ali pa kaj takega, ker nimajo nobene veze za samo natančnostjo satelitskega sprejemnika. In zdaj mi pričakujemo, da bo ta ura, ki je popolnoma neprimerna za samo, mislim, bom rekel, slabo pripravljena za merjenje, približno tako, kot je čmrl za letenje po zraku, leti, ampak ni najbolj agilen, delovala enako natančno, kot geodetski merilniki za par 1000 evrov ali pa celo tisti satelitski spremniki, ki jih imajo ameriški droni, ki letajo po celem svetu. To ne gre, konec koncev. Govorimo o civilni uporabi satelitskega sistema, ki je zelo natančen. Ampak po drugi strani vsak merilni sistem ima neko napako vgrajeno. To so nas učili v osnovnih šolah, pa še v srednji, pa še naprej. In konkretno če zdaj se vrnemo na GPS, zato ker sem šel pogledati, ker
za druge nisem toliko natančno šel preveriti tega, je v osnovi natančnost plus minus 5 metrov. A ne? V primeru, da se uporablja samo en signal naenkrat. Te novejše ure, sočasno spremljata 2 signala in potem se natančnost spusti na nekaj decimetrov. V redu, fajn, ampak to je v idealnih razmerah. Ne? Mi moramo razumeti, da če hoče ura natančno izračunati najprej točko, na kateri se nahajam, rabi vsaj 4 satelite. In to saj to vidi, morajo videti. Se pravi, na nebu mora biti 4 sateliti, katerih signal do ure ni nikakor prekinjen. Se ne odbija od nikoder, ampak je direkten. To je prva stvar. Ko smo že prej govorili o višini meru, če hočemo natančno višino, rabimo še malo več satelitov. Se pravi, je že tukaj problem. Zdaj se mi nahajamo nekje v gozdu, v soteski in imamo samo 2 satelita nad glavo. Seveda natančno spade. In tlej isto velja v mestu. Se pravi, imamo neko razliko že pri tem, kakšne so te meritve. Jaz recimo sem veliko hodil tlej na Šmarno goro, parkiral sem pri cerkvi dol v Šmartnem, šel po Partizanki na Šmarno goro pa nazaj dol. In to sem meril enih 20krat ali pa še večkrat. In sled je bila vedno približno enaka. Malo levo, desno od poti. Razdalje so bile pa tam nekje plus minus, 10%. Nič konkretnega, kar nima veliko razdalje. Vse te meritve so bile uporabne, ampak nobena ni bila pa absolutno natančna, da bi rekel, ali pa da bi bile 2 popolnoma enake, ker dejansko pri nekem uporabnem merilnem sistemu bi mogli dobiti vsaj enkrat ali pa vsaj 2krat natančno. Pa ne tudi mimo, ker so razmerje v zraku različne. Poleg tega imamo dež, imamo meglo. Vse to vpliva na samo to merjenje. Pa še nisem prišel do glavne zadeve. Namreč ura, jaz zdaj imam takole, imam telefon, imam takole, ko se navigiram in to je zelo dober položaj. Tlej antena, satelit zelo dobro pride. Ura, ko tečem, hodim, skozi neki opleta. Tukaj v zadku imam moten sprejem, tukaj ima natančen sprejem. In to je zelo težko iz tega narediti nek sistem, ki bo res meril absolutno natančen, oziroma je to nemogoče. In zaradi tega tudi jaz, ko mi nekdo reče, Appleova ura, pa absolutno natančno meri karkoli, ali pa da reče, da to Garminova, ali pa Suntova, ali pa karkoli, se sam ne smejim, zato ker je toliko različnih stvari. Ja, so natančni, podatki so uporabni, ampak ne moreš pa tega primerjati s profesionalnimi meritvami, ali pa, kot ste rekli, pri samem teh tekaških progah, kot jaz vem, oni merijo s tem kolesom merilnim. Tako je. In to je cel postopek. Jaz verjamem v ti. Tako, izvolite. Ja, no in pa še ta tretja zgodba v sami tej zadevi. Zdaj jaz imam sama ura, zemljevide gor, eni pravijo, da je to v redu, meni čisto vsem konc koncev, ampak po drugi strani imamo pa spet te zemljevide. Koliko so pa natančni zemljevidi? Se pravi, mi imamo neke Google Maps, recimo, da rečemo samo na teh, ker sem šel tudi to pogledati in na samo zemljo je sloj zemljevidov. In te zemljevidi bi mogli biti vsaka točka usklajena z dejanskimi koordinatami. Pa ni, vse so, ampak spet par metrov razlike gor ali pa dol. To jasno se pove. Zdaj, jaz narišem neko sled na samem zemljevidu, prenesem na uro, ja, me bo vodila, ampak kdaj bom pa tudi skočil mogoče 3 metre iz ceste dol, ali pa 3 metre v jarek spodaj. Čeprav tam nisem bil, ampak enim to gre v nos in takrat začnejo, ja, tu ni v redu. Mislim, pač tako je. Ja, za nekaj, kar nosiš na roki, pa je vredno 200 €, ne pričakuješ, da bo pa komunicira s satelitom gor v zemeljski orbiti, pričakuješ, da te bo na 10 cm natančno ujel. Ja, seveda, stvar niti ne deluje, še to razčistijo, ne deluje zvezdno. Zdaj, mi tečemo, pa hodimo, pa se premikamo zvezdno na način, čeprav se tudi točkovno, če bi upočasnili to naše gibanje, ampak pričakujemo, da je zvezdno, potem gledamo sled, ki ne bi bila zvezdna, ampak sled se vseeno ne beleži zvezdno, ampak točkovno je tako. Ja, samo v večini primerov tele ure, vem, da merijo na 1 sekundo. To je konstantna meritev, zato ker ura ima sprejem signala in meri. Ja, so določene ure, recimo, mislim, da je začela to Sunto 9, ki je omogočila, da si nastavil interval meritve. Tudi, recimo si rekel, ne nočem 1 sekundo, dosti mi je
na 2 minuti, kar je čisto fino, če tečeš naravnost, a ne? Če pa po krožni progi pa ne. Ampak v tem primeru se potem še za enkrat podaljša življenjska doba baterija, ker konec koncev satelitski sprejemnik je eden večjih porabnikov. Ja, tudi moja ura pa je med cenejšimi, ima funkcijo, kjer lahko to natančnost zmanjšam, a ne, in prihranim na bateriji, pa posledično sprejmem, da pač moja sled ne bo tako natančna, kar mi je čisto vseeno načeloma, ampak ja, no, tisto, kar sem že prej omenila, še enkrat dejva, to, kar mene včasih zmoti, pa imamo debato s kolegi tekačicami in tako naprej, marsikdo prisega na svojo uro čez vse in se je pripravljen tudi, bom rekel, prepirati z organizatorjem tekaške prireditve, ki je vložil kar rekel nekaj denarja v to, da je progo pomeril z uradnim kolesom, ki je natančna naprava, ki, bom rekel, 20 cm od roba ceste zmeri na določeni temperaturi v meter natančno, recimo 42 km, 10 km progo, če hočeva, ampak se bo našel kdo, ne? Tudi letos jih je bilo nekaj na Ljubljanskem maratonu, ki je, vem, pomerjena proga, ki so trdili, da je bila proga predolga, ker je pač njihova ura pokazala 10.250 metrov. Sled na Stravi, ko so z ur prenesli potem te svoje podatke, je jasno kazala, da pač satelitski zajem podatkov ni bil točen po cesti, včasih je šel malo v park, pa je šel malo k Šestici, pa k Figovcu, pa tako naprej. Ampak tekače to ni uspel prepričati. Ne? Ampak to je tisto, kar sva že govorila. Ne? Kaj ne? Ampak to je vedno, to je pri vseh. Zadnje čase se mi zdi, da je čisto na vsakem segmentu je določena skupina, bom rekel, zanesenjakov, ki verjamejo v svoje izdelke, kar je po svoje tudi prav, ne, konec konca, neka lojalnost. Ne. Sej, jaz zelo redko kdaj vidim, da, pa čeprav sem tudi to že videl, da so določeni ljudje presedlali z ene znamke na drugo, sploh te hudi tekači pa ta hudi športniki. A ne. Več ali manj se držijo tistih svojih priljubljenih znamk, zato ker jih poznajo, zato ker jim zaupajo in to pač je tako. Tle nimamo kaj, taki smo narejeni. Tako, to pravite, to je človeško, a ne? Ja, zdaj, jaz sem uspel skozi vsa ta leta, bom rekel, spremljanja teh in tekačev sebe, pa organiziranja, pa primerjanja uradnih podatkov, pa podatkov z ur ugotoviti, da na čisto običajni 10-kilometrski progi je, bom rekel, 100 do 200 metrov viška, a ne, na sledi od ure normalna stvar, oziroma, a ne, če človek na uradni tekaški prireditvi ne zabeleži na desetki več kot 10 km pa 100 metrov, potem je ta uradno najbrž prekratka. Ne? Ja, bo kar držal. Jaz mislim, da je to čisto v redu. Tako, ja. Ker med korono smo veliko tekli virtualno, se pravi, smo si sami risali svoje trase in ko si pretekel 42 km pa 200 metrov, si uro ustavil, čeprav si se zavedal, a ne, da v realnosti ta proga morda ni bila tako dolga, ker ti je pač satelit dodal kakšen meter. Ampak spet smo pri trendu, ne? Vsak dan si to pretekel. To je pa druga stvar. Tako. Par metrov gor ali dol, ja. Ja, točno to, ne? Gre za trend. Ja, mislim, tu so pač puristi, ne, to tisti, ki jim je ta 42,195 zelo pomembno in so potem seveda javno tudi razpravljali, da so ti podatki vredni, a ne, za piško oreh, ampak kot pravite, jaz sem rekel, ne gleda se takim, pač zadevam v zobe, par metrov gor ali pa dol, ne bo nobenega konec. Ja, tako da, dragi tekači, vem, ne metati uro ob tla v cilju, če vam pokaže 10.200, ja, na uradni progi, tisto šteje, kar je rekel organizator. Če ne si pa še enkrat poslušate tale podcast, pa pogledajte vse skupaj, pa boste mogoče majčkeno bolj pomirjeni. Ja, pa bo, ali ura meri tudi zdaj že po novem najbrž srčni pritisk, ja? V bistvu enega, ampak to zahteva umirjanje na vsakih 28 dni z manšetnim domačim merilnikom. To probal sem plus minus 12% na visokem, na visokem pa mislim, da
plus minus 6 na nizkem pragu, ampak ni še to tono. Ni še. Ne Je bi- pa to, Ja. je pa pritisk, pa merjenje, oziroma ne bom rekel merjenje, ker to je nemogoče, ampak ocena srčnega sladkorja, tisto, oziroma krvnega sladkorja, tisto, na katerem se zdaj ne več dela, oziroma ne več govori. Kaj pa bomo pa še videli? S kakšno tehnologijo bo ura beležila krvni sladkor? Vse dela na isti način, tudi krvni pritisk z optičnim medsrčnim utripom, merilnikom, no, z tem optičnim tipalom, ki je že zdaj gor. Se pravi, ta bo Nisem rekel, da je merjenje, zdaj sem pa rekel, da je ocena. Zdaj za ocena. Aha. ne vem, zaradi tega, ker še nisem videl sem krvni tlak, to sem probal, videl sem tudi uro, ki ima napihljivo manšeto, Manšeto, tako. Pa je klasična takale ura, sem pravi malo bolj nerodna, zaradi tega, ker je pač pašček toliko debelejši. Glede tega krvnega sladkorja pa žal. Ne? To se zdaj največ o tem govori, veliko je govorjenja, jaz pa pravim, da dokler ne vidim, dokler ne probam, je vse ostalo, pač so govorice. Ja, to bi bila pa res prava revolucija. Ja. 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 To bi pa bila revolucija, da ne rabiš se več niti špikati, ne? Samo še gor si daš uro in ta s svojim zelo natančnim merilnikom so tisto rezistenco pove, koliko cukra ti šprica po krvi tisti trenutek. Vrhunsko. Prva liga. Čakamo to. Za konec, spoštovani Marjan, močeš samo še povedati kaj trendira zdaj tam zunaj, kaj je vroče, Apple Watch, Garmin, Soros, kaj je še Sunto, kaj so še rekli, kaj je tistega, kar je na trgu in je. Ne bi, da reklame delate malo zoper, ampak če takole pogledamo, imamo Apple, Samsung, Huawei na strani proizvajalcev samih telefonov, vsaka ima svoje prednosti, pa vsaka ima tudi svoje slabosti, to dobro delajo in tudi, kar se tiče športnih aktivnosti, mislim, da to dobro beležijo. Na drugi strani imamo pa Garmin, pa Sunto, pa Polara, ne. Pa verjetno še kaj, kar sem že pozabil, ker tudi se mi že meša. Ja, so še Xiaomi, pa kaj sem, pa tale, pa nekaj tudi Google zdaj dal ven, ampak to ni prišlo do nas še. Ampak dejstvo je, da je, če pogledamo samo ponudbo na trgu v Sloveniji, kar se ur tiče, zelo pestra. Tako da jaz mislim, da vsak najde tako. Ker konec koncev ne gre samo to, kako ura mer, ampak tudi kako izgleda. Ker imeti zdaj 1 uro samo za to, da jo bo imel za rekreacijo, pa tudi butasta, ne? Ker praktično so danes že vse ure tako lične, da jih lahko, pa itak se jim zatemni že ekranček, pa tako naprej, ne? Da praktično jo lahko prodaš kot neko casual uro ali kako. Ja. Pa se to počnemo skozi, ne, konec koncev. Tako da da vsi smo športniki, ali pa nismo, ali pa noben ne ve več, kaj smo. Fejkamo, da smo športniki, tako sem rekel, tukaj imam športno uro, pa lahko rečem. Pa še kakšne zapise na telefonu stare, pa lahko rečem, kaj sem delal. Pravi, ja, jo bo pa treba krstiti, očitno se ste rekel, tež boste šel malo hrib. Bo treba. Že zaradi tiste analitike, ki je na uri tako, zdaj že široka, globoka, tam lahko gledaš, rekel, povprečne čase, posamezne kilometrske, sekundne intervale, vmes, kako hitro, v kateri coni si tekel, pa koliko je bilo naklona na gor, na dol, mislim, noro. Marjan Kodelja, hvala za vaš čas, tole je bil zelo poučen pogovor, se mi zdi, da sva razjasnila mogoče par stvari, ki jih tekači tam zunaj o svojih urah še niso vedeli. Zdaj, nekomu, začetniku, ki gre zdaj, ali pa rečemo tekaču, ki ne pozna tega sveta, pa bi mu dal na svet, kaj naj vpraša recimo prodajalca, ko gre kupiti tekaško športno uro, recimo, kaj so glavne stvari, ki jih pač ta ura mora imeti, da vse ostalo zanemarjajo. Jaz mislim, da najbolj pomembna je sama baterija, potem so pa tudi teža konec koncev, za tekače mora biti, kakor jaz vem, čim lažja ura. Za ostale podatke pa več ali manj, jaz ne bi kaj preveč kompliciral, ker več ali manj vse ure imajo zelo podobno nabor funkcionalnosti. Celo imajo nekatere neke take športe, kot je beleženje joge, pa cestnega plesa, pa ne vem česa še, to se pravi, kdor hoče. Ampak konec koncev ne zanemarimo tega, da mora
pa čeprav je še tako butasto slišati, ampak ura ti mora biti všeč, da jo nosiš. Če ne, jo ne. Ja, in zdaj bi lahko nadaljevala najmo debato o tekaških majicah, o tekaških copatih, ki imajo vsi pač isto, ključno lastnost. Pa še ura mora pasati zraven majice, pa zraven čevljev, da smo si ne jasni. Ja, to pa sploh. Je bilo to sploh, kdaj vprašanje? To je bilo čisto retorično. To je prvi aksiom. Ja, številka 1. Marjan Kodela, hvala lepa za vaš čas, lep večer še naprej in srečno na vaših tekaških podvigih. Hvala, enako. Adijo. Adijo. Hvala, Marjan. Čisto za konec pa še knjiga in film tedna. Po dolgem času knjiga v angleščini, ni še prevedena, sveže je letošnja. Visher the Sun je naslov avtorice Sarah Gerhardt, knjiga pa o Patricku Sangu, olimpicu in medalistu v steeplechaseu, ki je postal eden najbolj cenjenih trenerjev dolgoprogašev v zgodovini. Človek, ki je naredil Eliuda Kipchogeja, Jeffreya Kamwororja in Faith Kipyegon, se nam v celoti razkrije v tej knjigi. Njegova holistična filozofija, razvoj tekača skozi leta in še mnogo zanimivih uvidov v vrhunski tek. Sarah Gerhardt, Visher the Sun. Dobite jo na Amazonu. Pa še film tedna, takole, za dolge zimske noči, nekaj tekaškega. Budija Singh je bil star komaj 3 leta, ko ga je z ulic Baba Našvarja v Indiji potegnil lokalni trener Juda Birjanah Das. Dečko taki je pokazal neverjeten talent za tek in tudi željo zanj, je trener upeljal v zahtevne treninge in Poba je do 5. leta pretekel že neverjetnih 50 maratonov. Kontroverzna zgodba o dečku, o talentu, o izkoriščanju, o upanju in življenju. Ja, Buda Singh, Born to Run. Film na voljo tudi na Netflixu. Hvala za ta teden vsem. Ja, uživajte v zimi, zaščitite svoje dihalne poti in se ne sekirajte zaradi ur. Se vidimo kmalu. Jauza. इंडिया का ये सपना बुधिया पूरा करेगा। भूख लगी है। क्या? भूख लगी है। इधर आ, खाना देता हूँ तुझे। खाना चाहिए इसको। इतने छोटे से बच्चे को उसकी माँ से अलग रखना ठीक नहीं है। इतना सा खाएगा। खाने की बात नहीं है, जगह कहाँ है? ऑलरेडी इतने से रूम में 22 बच्चे हैं। बांधना नहीं आता तुझे? मुन्ना, और इसको फीता बांधना सिखा। इतने छोटे से बच्चे को प्रोटीन पिला रहे हो? तुम डॉक्टर हो? This is your new friend बुधिया। बोलो बुधिया, सुबह से क्या किया बेटा? भगा और भगा। देखिए ये 7वां राउंड समाप्त कर दिया है। बुधिया ने 25 किलोमीटर की ये दौड़ एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पूरी कर ली है। What do we think of India's Forest Camp? बुधिया हमारे ओडिशा का गौरव है। After completing 48 full marathons, Budhia has now set his eyes on the Guinness record. 2016 के ओलंपिक को नजर में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि बुधिया पुरी से भुवनेश्वर मैराथन दौड़े। You are talking about a 5-year-old kid. 50 डिग्री सेल्सियस सर। ये बड़ी रिस्क नहीं है? नहीं, कोई रिस्क नहीं है। आपने उसका पूछा। बुधिया से उसका बचपन छीन। और आपके सारे सवालों का जवाब बुधिया 70 किलोमीटर दौड़ के देगा। For a child of 5 years old to be training so hard, verges on a criminal. बुधिया का डोप टेस्ट करना पड़ेगा। कहता है ट्रस्ट फंड से मैंने 14 लाख रुपए का घपला किया है। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ऑर्डर है तुम्हारे खिलाफ। बच्चे के ऊपर इलीगल टेस्ट किया जा रहा है। कहाँ मारा दिखाओ? ये देखिए यहाँ। He has turned the boy into a performing monkey. चीफ मिनिस्टर। और भागेगा? हाँ। और कर लेगा? हाँ।